Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je v sredo 22. januarja v prostorih Bistriškega gradu gostil prostovoljce iz občine Slovenska Bistrica. Na sprejemu se je zahvalil prostovoljcem na področju zaščite in reševanja ter varnosti v cestnem prometu in prostovoljcem, ki sodelujejo pri izvajanju projekta brezplačnih prevozov za starejše. Ja, najprej moram se izreči priznanje vsem, ki delajo na področju prostovoljstva pri nas, in seveda tudi so zahvalo. Danes je ta sprejem predvsem povezan z tistimi prostovoljci, ki delajo na področju civilne zaščite, na področju humanitarnih dejavnosti in tudi sicer z tega dela. In ta segment je še posebej recimo izpostavljen, tudi zato, ker se skoraj vsako leto srečujemo z naravnimi nesrečami, pa tudi redna dejavnost zahteva ta del prostovoljstva in pravzaprav izpeljati. Tako da je res to delo pravzaprav neprecenljivo. Zdaj pomembno pa se mi zdi tudi to sporočilo prostovoljstva, ki je v današnji družbi, ko smo odtojeni že velikokrat v tem globalnem svetu, še toliko bolj pomembno. Gre le za to, da je prostovoljstvo temelji na solidarnosti in ta je še kako tista, ki nas mora na nek način tudi voditi, če želimo, da bo naša družba šla v neki pozitivni in uspešni smeri. In zato res se mi zdi pomembno in se mi zdi tudi pomembno, da se to sporočilo pravzaprav prenese vsem, ki delujejo na prostovoljskem področju, da to je ta zahvala in so priznanje. Tem pa se moče samo še en poudarek. Pomembno je, da se to sporočilo prostovoljstva in seveda solidarnosti prenaša tudi na mlajše rodove. To pa še posebej danes v tej digitalni, moderni družbi je to še toliko bolj dejansko tisto, kar mora in bi naj tudi z vidika etike, morale zdržalo družbo takšno, kot jo pričakujemo. Sprejema se je udeležila tudi zaprisežena prostovoljka Ivana Leskovar. V zadnjem času je zelo dejavna pri projektu In planinec. In planinci so planinci invalidi, oziroma in planinci smo vsi tisti, ki tudi te planince invalide spremljamo. Vsak je na svoj način poseben in kadar se soočaš z to različnostjo, odkrivaš, da si tudi ti na nek način poseben. Pravzaprav smo drug drugemu namenjeni za to, da drug drugemu ga bogatimo. Tako verjamem, da bogatim te naše invalide z mojo prisotnostjo, z spremljanjem, z pomočjo. In invalidi mene bogatijo s tem, ko me sprejemajo tako, kot sem. Potem sem lahko to, kar sem, z njimi ne rabim se pretvarjati, da sem nekdo drug, sem lahko sproščena. Predvsem pa me napolnjujejo svojim optimizmom, ki prehaja tudi na mene. Zakaj je prostovoljstvo pravzaprav tako pomembno? Za mene je prostovoljstvo nekaj najlepšega, kar si lahko človek pokloni samemu sebi. Namreč jaz prostovoljstvo jemljem na tak način, da toliko, kolikor bom jaz nekomu namenila časa, sredstev, kakorkoli, toliko bom dobila nazaj, pravzaprav pa mislim, da dobim veliko več, kot dajem. Med najbolj dejavnimi prostovoljci v občini so zagotovo gasilci, ki so lani imeli ogromno dela po neurju z močno točo. Lani je bilo kar velika zadeva pri nas, na žalost. Trajalo kar več kot 10 dni vse skupaj. Aktivno smo bili 5 dni gasilci non-stop na terenu, pa tudi drugi so prišli pomagati, prostovoljci, podobno kot gasilci. Je pa res, da gasilci se združujemo in se pri tem društvih še usposabljamo za ta dela, ki malo lažje pomagamo v posebnih okoliščinah. Kaj vam pravzaprav pomeni prostovoljstvo? Zakaj ste se pridružili gasilcem že kot mlad fant? Tudi meni je v bistvu že od družine pritegnilo, da sem se sam vključil v to društvo. Je pa to zadeva, ki počneš za to, da zadostiš nek svoj nek notranji čut, da lahko pomagaš nekomu drugemu z bilo čim pač lahko, česa si zmožen.